Doktorica Alenka Rjavec-Škerget, rojena 29. oktobra 1974 v Beltincih, je diplomirala na Biotehniški fakulteti, oddelku za biologijo z področja rastlinske biokemije. Leta 1999 je bila zaposlena v laboratoriju za medicinsko genetiko v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Zaključila je podiplomski študij biomedicine na področju molekularne biologije in biokemije na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2006. Leta 2016 je kot rezultat uspešnega strokovnega in znanstvenega dela pridobila naziv specialistka laboratorijske medicinske genetike. Njeno 20-letno delo na diagnostičnem področju humane genetike poteka na nivoju kromosomskih in molekularno-genetskih sprememb. Zadnjih 15 let je sodelovala še pri pedagoškem delu na Medicinski fakulteti Maribor in Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor kot asistentka pri predmetih povezanih z genetiko človeka. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je bila na izpopolnjevanjih po evropskih genetskih šolah, sodeluje tudi na evropskih genetskih konferencah in simpozijih doma in v tujini. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in programih z področja medicinske genetike. Zadnja leta se posveča predvsem strokovnemu delu in uvajanju standardov kakovosti medicinskih laboratorijev z področja humane genetike, kjer je članica Republiške strokovne komisije za nadzor laboratorijev ter je potrjena mentorica strani strokovne komisije Ministrstva za zdravje mladim kandidatom pri uvajanju, vodenju in pripravah na zaključni strokovni oziroma specialistični izpit. Pomurska akademkinja dr. Alenka Rjavec-Škerget je tudi stalna članica konferenc Pomurske akademije in sicer smo fejst veseli njenih raziskav in predavanj. Zato, ker v svojih predavanjih pokaže raziskave, kjer so delali in kje so te raziskave lejko koristne. Koristne za vse nas, zato ker so seveda tudi tesno povezane z bodisi rastlinami, živalmi in ne nazadnje tudi ljudmi. In dnešnje predavanje je točno takšno. Ozko področje raziskovanja pomurske akademkinje dr. Alenka Rjavec-Škerget je genetika in pokazala, da nam kako lejko z geni ugotavljamo naglišnost ali če što glji oziroma je nevarnost velika kada gratov. Dostakrat se zgodi, ko glji ljudje imajo tudi gljivo deco, tako je genetika tudi prisotna. In te raziskave so seveda v skupini naše pomurske akademkinje dr. Alenke Rjavec-Škerget tudi delali. In ne samo, ko so napravili raziskave, odkrili so tudi način, kako lejko hitro diagnosticirajo. In če hitro, enostavno, s tem seveda tudi poceni diagnosticirajo ene nevarnosti, te je to lejko tudi toliko bolj korisno pri zdravljenju ali pa pričakovanim potencijalnim zapletom. In za voljo toga je toliko bolj zanimivo dnešno mi predavanje prisluhniti. Genetski vzroki okvare sluha naj bi bili prisotni pri 50% preiskovancev z gluhostjo oziroma naglušnostjo. Odkritje genetskega vzroka lahko pripomore pri nadaljnji diagnostiki tako pacienta in njegovih družinskih članov ter s tem povezano nadaljno specialistično obravnavo preiskovanca in njegove družine. Opisanih in dobro poznanih je že več kot 200 genov oziroma variacij v genih, ki so dokazano povezani z okvaro sluha. Med najpogostejše mutacije sodijo tiste, ki se nahajajo v genih GJB2 in GJB6. V diagnostični rutinski postopek laboratorija za medicinsko genetiko v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so vpeljali diagnostično pot pri laboratorijskem delu za namene odkrivanja genetskih vzrokov naglušnosti. Laboratorijska pot je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno senzitivnost, specifičnost ter ekonomsko upravičenost pri obravnavi pacientov z naglušnostjo. V okviru preverjanja in sodelovanja v Evropski mreži kvalitete EMQN so navedeno stopenjsko diagnostiko uspešno testirali in uporabili. Na tak način so efektivno znižali čas, stroške in druge ekonomske karakteristike, ki jih mora poleg laboratorijskih parametrov imeti še učinkovit genetski diagnostični test. Pri
Pri zaznavanju slišnosti se rezultati predstavijo v obliki audiograma, kjer se ocenjuje pomen zaznavanja tako glasnosti tona kot tudi višine tona. Gluhost oziroma naglušnost je najpogostejša senzorno-nevralna okvara na svetu. Leta 2013 naj bi živelo 1,1 milijarde ljudi z okvaro sluha. Večina genetskih sprememb v povezavi z gluhostjo se izraža avtosomno recesivno, zato obstaja veliko tovrstnih heterozigotnih nosilcev v splošni populaciji. Še posebej pa pridejo do fenotipskega izraza tovrstne spremembe, na primer v državah tretjega sveta, od koder izvira približno tretjina gluhih oziroma naglušnih oseb. Namen mojega današnjega predavanja je predstaviti delo v našem laboratoriju v zadnjih 3 letih, in sicer kakšna je vloga genetike pri gluhosti oziroma naglušnosti. Problem pri gluhosti oziroma naglušnosti je torej pomanjkanje zaznavanja zvoka. Glavni dve bistveni stvari, ki se testirata pri zaznavanju zvoka, je kako dobro slišimo, tišje oziroma glasne zvoke, torej glasnost zvoka je prva taka pomembna karakteristika. In druga taka merljiva lastnost pri testiranju zvoka je pa, kako dobro slišimo visoke oziroma nizke frekvence. Tako da na podlagi slušnega testiranja posamezne osebe se pri vsakem izdela tako imenovani audiogram, in na tem audiogramu je potem predstavljeno, kako dobro slišimo visoke oziroma nizke frekvence, kako dobro slišimo tišje oziroma glasnejše tone. V primeru gluhosti, pri gluhosti torej gre za popolno nezaznavanje slušnih signalov. Namreč, če človek zvoka ne sliši, ga ni sposoben tudi posnemati in socialni stik z tako osebo dejansko ni mogoč. Zanimiv je podatek, da otrok, če ne razvije govora pred 6. letom starosti, zelo verjetno govora ne bo razvil nikoli. In sporazumevanje z njim bo naprej omogočeno samo ali preko kreten ali preko branja z ustnic, ali pa se bo razvil neki zelo pomanjkljivi govor. Zato je toliko bolj pomembno prepoznavanje gluhosti oziroma težav pri zaznavanju zvoka že tako zgodaj v samem razvoju. V Sloveniji je tako, da so že dojenčki pred prvim odpustom iz porodnišnice testirani in testirani za to, kako dobro je zaznavanje zvoka pri njih. Zakaj pride do gluhosti? So vzroki lahko različni, ločimo različne vrste gluhosti, lahko gre za prirojeno napako, za podedovano napako. Vzroki so torej lahko tudi pozneje v razvoju, so lahko tudi zunanji, tako da obstajajo torej različni vzroki, zakaj pride do tega. Rekla, nekako lažja oblika gluhosti je tako imenovana naglušnost, pri čemer je zaznavanje zvoka pomanjkljivo ali nepravilno. Socialni stik z naglušno osebo je mogoč, vendar je tudi otežen. Nekako kvantitativna opredelitev naglušnosti velja glede na razdaljo, iz katere je oseba potem sposobna sprejeti zvočni signal. In sicer za rahlo naglušnost velja, da je oseba sposobna sprejeti zvok iz razdalje 4 metre, za hudo obliko naglušnosti je značilno, da oseba ne sprejme ustrezno zvočnega signala na razdalji manj kot 1 meter. Hereditarna gluhost oziroma nagluhost gre za podedovano vrsto gluhosti oziroma naglušnosti
in kot taka predstavlja eno najpogostejših senzornih okvar na svetu. Namreč po podatkih iz leta 2013 je na svetu živelo 1,1 milijarde slušno prizadetih ljudi. 65 milijonov ljudi je od tega bilo gluhih že od rojstva. Tako da ta oblika senzorne okvare predstavlja lažjo invalidnost pri 5% ljudi, medtem ko zmerno hudo do hudo obliko invalidnosti kar pri 124 milijonih ljudi. Kar je zanimiv podatek, je, da tretjina vseh gluhih prihaja iz dežel v razvoju. Pri približno 50% slušno prizadetih ljudi je vzrok genetski. Zanimiva je razporeditev izražanja oziroma vzrok izražanja teh sprememb. Namreč 75 do 80% gre za avtosomno recesivno obliko izražanja sprememb, 20 do 25% gre za avtosomno dominantne oblike, to pomeni, da je že ena sprememba, ena mutacija dovolj, da se izrazi, medtem ko 1 do 2% vzroka je vezanih na kromosom X oziroma na mitohondrijsko obliko DNA. Naj povem, da gluhost kot taka je lahko prisotna kot edini klinični znak pri posamezniku, pogostokrat je pa gluhost tudi del večjih kliničnih znakov pri posamezniku in takrat glede na to potem ločujemo tudi sindromsko oziroma nesindromsko obliko gluhosti. Kot sem že omenila, genetske spremembe pri gluhosti so vzrok za približno 50% primerov. Do danes je znanih že več kot 200 genov, ki so v povezavi z sluhom. Število genov se povečuje iz meseca v mesec. Izoblikovane so že zelo, bom rekla, ažurne platforme v te namene, tako da, bom rekla, tedensko, mesečno spremljamo dokaze oziroma znake, kateri geni, katere različice so v povezavi z gluhostjo, in vse to je tudi, bom rekla, zelo v redu ažurirano, spremljano na različnih platformah prek internetnih strani. Zdaj, prva mutacija oziroma, bom rekla, tudi najbolj pogosta genetska sprememba pri gluhosti, ki je bila najdena, je bila v genu GJB2. Gre za gen, kjer se kodira protein koneksin 26 in ta še danes velja za najbolj znano in tudi najpogostejši vzrok, predstavlja najpogostejši vzrok za senzorinevralno, nesindromsko recesivno obliko gluhosti. In sicer približno 50% avtosomno recesivne gluhosti je tipa tako imenovane DFNB1, in sicer gre za tip, kjer je vzrok prav defekt v tem GJB2 genu in najpogostejša mutacija v tem GJB2 genu med belci se imenuje 35del-G mutacija, ki je odgovorna približno tudi za 50% sprememb v samem tem genu. Kot sem omenila že v začetku, je pa do danes znanih že več kot 200 različic oziroma 200 različnih sprememb, ki so dokazano v povezavi z gluhostjo. V zadnjih 3 letih namreč opazili smo, da gluhost kot taka predstavlja čedalje večji problem tudi v našem okolju. Poleg tega je zaznavanje oziroma identifikacija teh otrok oziroma oseb, ki imajo težave s tovrstnim sprejemanjem, čedalje večji problem. In zato smo se odločili, da želimo v našem laboratoriju vpeljati celotno kaskado poti določanja genetskih mutacij pri naglušnosti, torej to metodo, ki je v
bom rekla, po priporočilih Evropske komisije tudi primerljiva v evropskem prostoru. V ta namen smo pripravili interni raziskovalni projekt v obdobju 3 let, kjer smo sodelovali glavnem sodelujoči UKC Maribor. Kot sem rekla, namen je bil vpeljava diagnostične laboratorijske poti, torej da bo vzorec od začetka do konca ostal pri nas. Na ta način bomo tudi najhitreje vzorec obdelali in seveda ga tudi, bom rekla, najbolj ekonomsko upravičili tisti denar, za katerega bomo dobili. Metodologija dela pri tem je bila vpeljava različnih tehnik, vse so bazirale na izhodni prvi metodi, torej na izolaciji genomske DNA iz periferne krvi. Potem naslednja metoda, ki smo jo vpeljali, je tako imenovana ARMS-PCR tehnika, s katero smo ugotavljali torej najpogostejšo mutacijo. Sledila je agarozna elektroforeza, potem četrta v tej stopnji kaskade je bila spet ena, bom rekla, MLPA tehnika, kjer je bilo testiranih 48 točkastih mutacij. V primeru, če tudi v tej kaskadi do četrte točke pacienti še vedno nismo našli genetskega vzroka, je potem sledilo sekvenciranje. Najprej sekvenciranje po Zangerju in v 6. fazi potem, bom rekla, ta najnovejša in tudi najdražja metoda, sekvenciranje nove generacije, za katero se pa odločamo sedaj po predhodnem posvetu pri kliničnem genetiku. Na kratko, če predstavim, kako izgleda tista najbolj osnovna ARMS-PCR tehnika. Nastavi se PCR reakcija, izvede se agarozna elektroforeza in kot pozitivni rezultat, torej prisotnost tiste najpogostejše mutacije, vidimo prisotnost tukaj 3 črtic, kar je dokaz, da je prisotna tista najpogostejša mutacija 35delG. Rezultat po MLPA metodi je predstavljen v obliki takšnega grafikona, spodaj navedenih vseh 48 točkastih mutacij. V primeru kakšne delecije oziroma izpada, vidimo tukaj z rdečo puščico, dejansko na tistem mestu ni prišlo do amplifikacije. Torej na tak način so prikazani rezultati po MLPA metodi. Rezultati po sekvenciranju, torej določanje posameznih nukleotidov, nukleotid po nukleotidu, baza po bazi. V primeru Sanger sekvenciranja rezultat zgleda tako, v primeru NGS sekvenciranja smo uporabili en panel, in sicer panel 83 genov, ki so v povezavi z gluhostjo. Zdaj rezultate, ki smo jih pridobili v 3 letih, 33 pacientov smo testirali in pri 24% smo pojasnili vzrok njihove gluhosti oziroma naglušnosti. Od tega je pri 12% bila prisotna ta najpogostejša 35delG mutacija. Pri 12% smo našli tako imenovane sestavljene heterozigote. Kaj pomeni sestavljeni heterozigoti? Prisotna je na primer ena 35delG mutacija in pa še ena druga mutacija na eni drugi lokaciji. Če zaključim, uspešno smo vpeljali celotno kaskadno metodologijo, tako da zdaj vse faze te klinične genetske poti izvajamo v našem laboratoriju. Domači rezultati, ki smo jih pridobili, so primerljivi z objavljenimi v literaturi, najnovejša objava iz leta 2016. Vsa metodologija je tako ustrezno verificirana, validirana v našem laboratoriju in tudi imamo potrdilo s strani Evropske kvalitetne mreže. Kar je pa bilo zanimivo in kar smo pa opazili, smo pa imeli zdaj v zadnjem obdobju 2 primera oziroma želje, kako pri testiranju prenatalnih vzorcev.
Namreč starši, pri katerih se je gluhost oziroma naglušnost pojavljala v družini, so želeli opravljati test torej na predrojstvenem vzorcu. In potem, ko je se test izkazal kot pozitiven oziroma ko smo dobili rezultat, da se bo rodil gluh otrok, je potem, bom rekla, težka dilema in za starše in za etično komisijo in kako se odločiti v primeru etične komisije. Ali je to dovoljšen razlog, da se gre v prekinitev nosečnosti ali ne. Namreč danes so na voljo že dovolj dobre terapevtske metode, ki omogočajo, bom rekla, lajšanje teh težav, razni vsadki, ki tako omogočijo otroku že čimprejšnjo vključitev, da namreč otrok govor sliši in tako je potem tudi socialni stik in nadaljnji razvoj otroka ni tako zelo oviran. Tako da v tem primeru je vsekakor potrebno razmisliti že naprej, ali sploh omogočiti testiranje prenatalnih vzorcev ali ne. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost in hvala vsej ekipi laboratorija, ki so sodelovali pri samem tem raziskovalnem projektu. Za razvoj govora in s tem jezika ter za duševni in čustveni razvoj je zelo pomemben sluh. Z zgodnjim odkrivanjem prirojene okvare sluha ter zlasti z ustreznim ukrepanjem in zdravljenjem lahko kasnejše posledice omilimo. Znano je namreč, da če otrok zvoka ne sliši do 6. leta starosti, zelo verjetno ne bo nikoli razvil normalnega govora. Socialni stik z njim bo otežen, sporazumevanje pa bo sicer omogočeno preko kreten branja z ustnic ali celo zelo neartikuliranega govora.